Drage gledalke, spoštovani gledalci, oddaja Župan za vas z županom Mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksandrom Jevškom. Dobrodošli. Danes ima Murska že spremenjen videz, vsaj del Slovenske ulice, tam od Diane naprej. Zjutraj smo se še lahko pripeljali povsem normalno. Za malico več ni šlo. Pričeli ste seveda z prenovo mestnega jedra, vrednega 4 milijone pa 300 tisoč ali nekje tukaj je ta znesek. In me prav zanima, verjetno bo šla zadeva postopoma potem po slovenski proti krožišču. Lep pozdrav vam v studiu, lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem vaše televizije. Za razliko mogoče od najnega prejšnjega srečanja, ko sem govorila, da bo prišlo do preureditve mestnega jedra, danes lahko začneva s tem, da je mestno jedro že se začelo prenavljati. Mi smo, mislim, da pred 14 dnevi ali nekoliko manj, podpisali pogodbo z gradbenim podjetjem Pongrad in z ostalimi izvajalci Blisk Montaža. Med njimi govorim to zaradi tega, ker to so domača podjetja, kjer so zaposleni tudi naši domači ljudje, zato da smo začeli enega večjih evropskih projektov, lahko rečem, v naslednjih 2 letih. Gre za prenovo mestnega središča, za katero smo dobili 70%, pravzaprav 75% denarja od 4,3 milijone, kakor ste povedali prej. Ostali del je financiran iz proračuna. Mestno jedro je bilo cilj projekta, ki ga je Evropska komisija razpisala iz naslova celostnih trajnostnih naložb za prenovo degradiranih območij. Uspeli smo, jaz se zahvaljujem na tem mestu mojim sodelavkam in sodelavcem, ki so trdo delali 1,5 leta, skoraj 2 leti, da je bil ta projekt odobren. In sedaj smo začeli in mi smo sam projekt že večkrat predstavljali tudi javnosti, tudi v najnih pogovorih, vendar mislim, da je informacij vedno premalo, zato je potrebno vse skozi ljudi obveščati, kako bo to potekalo. In prav iz tega razloga sem povabil na mestno občino vse stanovalce, lastnike lokalov, uporabnike Slovenske ulice, kjer so tako projektanti kot tudi izvajalci pojasnili, kako bo potekala sama izgradnja nove podobe Slovenske ulice. Pravilno ste povedali, potekala bo po fazah, tako da bomo čim manj ovirali samo gibanje na Slovenski ulici, tako stanovalcev, da bomo čim manj ovirali promet v samih trgovskih gostinskih lokalih. Zato je zadeva tako postavljena, čeprav resnici na ljubo brez težav ne bo šlo. Tega se zavedamo in bi na tem mestu tudi še enkrat, to bom počel ves čas, prosil za potrpljenje, za potrpežljivost, kajti mesto preverjamo za vas, za naše občanke in občane, za Pomurce in Pomurke in za tiste, ki v vse večjem številu prihajajo in so navdušeni nad tem, kaj se dogaja v mestu in v sami regiji. Skratka, mi bomo v sklopu del zamenjali kompletno inštalacije, vodovodne, tudi v veliki meri prenovili kanalizacijo in poskrbeli za to, da bo možnost poplavljanja v tem delu mesta čim manjša. Ne bom si sedaj dovolil reči, da je ne bo, ker ne vemo, kakšne vremenske razmere se bodo dogajale v prihodnje. To, kar pa je zelo pomembno, je, da bomo posadili v mestu 93 dreves na Slovenski ulici, od Zvezde pa do Sodišča, kajti želimo narediti prostor, kjer bodo imeli prednost pešci, kolesarji in kjer ne bo nobenih prehodov za pešce, ravno zaradi tega, ker bodo morali avtomobilisti oziroma predvsem tisti sredstva javnega prevoza, ki se bodo enosmerno vozili, namreč promet bo enosmeren od Sodišča proti Zvezdi, paziti torej na pešce in z manjšo hitrostjo prevoziti mesto, takrat, kadar bo to nujno potrebno, kajti mi moramo vedeti, da imamo ob novi obvoznici sedaj tudi še ostale možnosti prehoda mesta oziroma prevoza mesta iz enega na drugi konec, da ni potrebno iti ravno skozi Slovensko ulico in ja, približno 18 mesecev bo trajala ta obnova,
Mi se bomo skupaj z izvajalci trudili, da bo to čim prej in da bo čim manj moteče za naše občanke in občane. Morda za konec te Slovenske ulice, ne nazadnje, vsa sodobna tehnologija bo tudi tukaj upeljana za tiste hendikepirane ljudi, za slabo manj vidne, za slabo čuječe. Vse to bo v tem delu tako pripravljeno, da res ne bodo se čutili morda, da so odrinjeni na stran. Poglejte, mi vse projekte, ki jih izvajamo, tudi del Trga zmage, ki smo ga prenovili, izvajamo v pogovoru in v sodelovanju z Društvom invalidov, ki so naš sogovornik in sogovornik tudi projektantom, ki imajo že zaveze tako ali tako po predpisih, ki zahtevajo, da se arhitektura dela tudi prijazna hendikepiranim osebam, dogovor, da se gradi tako, da bodo čim manj ovirani. Kot sem rekel, na površini Slovenske ulice ne bo več nobenega pločnika, nobenega robnika, sama površina bo ravna, na sami površini bojo tektilne oznake in vse, kar je potrebno za gibanje tudi hendikepiranim osebam, kot ste povedali. To pa ni vse, da ne bo ostala samo na Slovenski ulici, ne. Potekajo seveda prenove in bodo še potekale ostalih mestnih in primestnih ulic. V Murski Soboti imate kar nekaj tega, ulice, ki so res potrebne, vse preplastitve in seveda s tem tudi infrastrukture, ki je pod cesto oziroma pod pločnik. Ja, pogledajte, mi se lotevamo v tem trenutku najprej z projektiranjem enega najpomembnejših projektov v Murski Soboti. Torej mestne občine Murska Sobota. To je prenova kanalizacijske mreže. Kanalizacijska mreža je mešan sistem in to povzroča poplave in pa neprijetnosti ob velikih vodah. In odločitev je padla v lanskem letu, da se bomo tega lotili. To je projekt, ki je zelo drag, to je projekt, ki bo trajal kar nekaj let, postopoma, ampak gre pravzaprav za en dolgoročni projekt, ki ga mesto na nek način mora začeti izvajati, ker se ga do sedaj ni. Jaz sem tudi vključen v pripravo nove finančne perspektive kot predstavnik skupnosti občin in tukaj smo uspeli zaenkrat unesti tudi te vsebine, ki omogočajo sofinanciranje kanalizacije in pa protipoplavne zaščite iz naslova evropskih sredstev. Jaz upam, da bo to po pogajanjih Slovenije z Evropsko komisijo ostalo not in tu bomo imeli možnost tudi občine črpati sredstva za te namene. Kajti pogostokrat rečem, da pametna podjetja, pametna specializacija, da, vsi smo za to, če hoče biti evropsko gospodarstvo konkurenčno, ne vem, ameriškemu, indijskemu, japonskemu, vendar moramo imeti osnovno infrastrukturo postavljeno, da lahko to počnemo. Ker zastonj je super podjetje, ki ga potem ob nalivih zalije voda. Zato moramo, žal se tega v preteklosti v Soboti ni dogajalo, moramo to tudi narediti. V veliki meri kratkoročno že urejamo slabe razmere v Črnelovcih, tam se izvajajo rekonstrukcija kanalizacijskega sistema. Govorim pa to zato, ker bomo sistematično postavili sistem tako, da ko bomo prenavljali kanalizacijski sistem in vodovodni sistem po ulicah, bomo hkrati potem tudi ulice preplastili in pustili v ulicah znotraj v zemlji tudi prostor za nove inštalacije, da ne bo potrebno ulice ponovno prekopavati. Ker gledajte, resnici na ljubo, zakaj so soboške ulice take, kot so? Zaradi tega, ker se v preteklosti ni dosledno po posegih same ulice spravilo prvotno stanje, če temu tako rečem. Ja, zdaj smo rekonstruirali nekaj ulic, torej Tomšičeva, Razlogova, Stara ulica, naredili tudi kar nekaj teh sanacijski del na najbolj poškodovanih delih ulice. Pripravljamo pa seveda za naslednjo leto zelo širok spekter prenov ulic, zato tudi tukaj ljudje najmalo potrpijo, ker zdaj, ko vidijo, da se ulice preplastujejo, tudi naša, tudi ta je slaba, vem jaz tudi zelo dobro, da je Kroška ulica, da je Staneta Rozmana, arhitekta Novaka, Slomškova, vse to imamo v projektu, ki ga bomo tudi financirali iz evropskih sredstev za mobilnost. Ravno v teh dneh oddajamo te prijave
To so kupi papirjev in jaz sem prepričan, da bomo tudi tukaj uspeli, ker imamo dobri ljudi, ki delajo na evropskih projektih. Seveda tudi Gregorčičeva z vsemi 3 krožišči je v tem paketu, tako da v Soboti se bo v naslednjih letih še kar precej delalo, vsega se pa ne da. Zdaj pa ne samo Sobota, tudi primestna naselja so nam zelo pomembna. V Polani se že začenja ureditev krožišča v nevarnem križišču, torej tam smo v lanskem letu uspeli v povezavi z krajani tudi pripraviti, torej usposobiti vaško, torej športni objekt. Sedaj nadaljujemo za to infrastrukturo. Govorim tudi o mostu kolesarskem čez Ledavo v Polani. Mi zdaj pridobivamo vsa potrebna soglasja, da bomo lahko drugo leto ta most tudi postavili. Gre za izjemno nevarno točko. In tudi v ostalih primestnih naseljih se kar veliko tega dogaja. V Nemčevcih nam je končno uspelo odkupiti del, kar precej velik del močvirja, ki je bil v lasti lovske družine zraven športno-rekreacijskega centra v Nemčevcih. Tam imamo projekte za en tak prijeten park, kjer se bodo lahko ljudje družili. In še bi lahko našteval. Verjetno bi bilo preveč tega za najino minutažo, vendar vaško-gasilski domovi in pa ceste, kanalizacija in tako dalje v vaških domovih, torej v vaških naseljih, primestnih naseljih so prav tako nam zelo pomembna. Mogoče še za informacijo, jaz vem, da je to bilo pričakovano že veliko prej, ampak jaz mislim, da v roku enega meseca bomo končno uspeli v Bakovcih odpreti zobozdravstveno ambulanto in splošno ambulanto za občanke in občane Bakovec. To sem jim obljubljal že leto pa pol nazaj, prišlo je do zapletov, ampak poglejte, vsi zapleti ali pa kot pravi Kreslin, vse se da, samo če je volja. No, morda še nazaj, tudi park bo zasejal v Murski Soboti v Lučeh, kar je tudi že bilo skoraj nujno potrebno, lep kos zelene površine v Murski Soboti, ki ga obiskujejo seveda občanke občani. In če bo sedaj še razsvetljava, potem bo tudi v poletnih mesecih in tudi drugače mikavno zvečer iti na sprehod. Veste, tu imamo vedno dve skupine, najmanj dve skupine občank in občanov. Eni pač želijo, da se park razsvetljuje, eni želijo park v temi, vendar res na tistem najbolj izpostavljenem delu park sedaj osvetljujemo. Tudi kolesarsko stezo ob prvi šoli, ki je res neosvetljena, tudi del Kopališke ulice, skratka za razsvetljavo bomo na teh delih poskrbeli. Kot sem pa že prej povedal, v projektu mobilnosti pa bo kar precej začelo se precej del na področju izgradnje kolesarskih stez in še. Rekli ste, da ste ponosni na svojo ekipo v občinski upravi, ampak direktor občinske uprave vas menda zapušča, to je gospod Srečko Đurov, VD. Bo nekdo naslednji ali naslednja, da ne bomo do tega takole samo moški s svojimi očmi gledali, ne? No to, če nas zapušča direktor, ne pomeni, da nanj nisem ponosen. Izjemno sem ponosen nanj, kajti midva so odlično sodelovala 5 let. Srečko Đurov je doma v Mariboru, ima mlado družino, vsak dan se iz Maribora vozil v Mursko Soboto. In se mi zdi, da je odločitev, ki mi jo je sporočil pred 6 meseci, mi smo se o tem pogovorila, prava je pa predvsem v naslednjem segmentu, da je to mlad človek, ki ima izjemno znanje in je ta njegova služba postati načelnik upravne enote Maribor, ki je druga največja upravna enota mimogrede v Sloveniji, velik strokovni izziv za njegov napredek, za njegov razvoj in tako dalje. Druga stvar, seveda ga bomo pogrešali, vedno pa jaz, toliko izkušenj pa že imam, pravim, da nihče ni nenadomestljiv, najmanj pa jaz. Najprej pogledam na sebe, vsakdo, ki pride na novo, prinese v kolektive neko novo svežino in sedaj seveda do izbire novega načelnika, torej direktorja občinske uprave,
bo vršilka dolžnosti Milena Vereš, danes je, pravzaprav jutri, bo pričela za svojim delom. Milena je pravnica, vrhunska strokovnjakinja, 20 let zaposlena na občini. Veste, mi smo tako vpeti v te projekte, o katerih smo govorili, da se mi zdi, da je dobro, da držimo neko kontinuiteto v ekipi, ker ko se na kolegih pogovarjamo o aktivnostih, je prav, da vsi vemo, o čem se pogovarjamo. Seveda, razpis bo objavljen, bomo videli, kakšne bojo prijave, o tem bomo sodili potem, je pa to pristojnost župana, da izbere direktorja občinske uprave in več o tem potem. Točno tako. Verjetno ste najbolj kompetentni za to, ker ste tudi predsednik skupnosti občin, ustanavljajo se pokrajine, kakšno je to mišljenje tam na tistem vaših sestankih, kako in kaj, veliko je seveda takšnega in drugačnega govorenja, natolcevanja bova rekla tudi, kako je dejansko s tem in verjetno tudi vi imate nek predlog podobe, kako bi ta pokrajina v deželi ob Muri nastala. Zdaj, jaz se nimam za najbolj kompetentnega. Najbolj kompetentnih je 40 strokovnjakov, ustavnih pravnikov, doktorjev z področja javne uprave, geografov in še bi lahko našteval, ki jih vodi profesor dr. Brezovnik, ki se mi zdi, da je delo zastavil dobro in prisluhnil predvsem pobudi županov iz Pomurja, da nujno potrebujemo v Sloveniji pokrajine. Iz večjih razlogov, kasneje jih bom naštel. In jaz sem del te ekipe kot predsedujoči skupnosti občin in lahko rečem, da največja težava, ki jo imamo ta trenutek, je razčlenitev. Koliko pokrajin bo, kdo bo kam spadal in tako dalje. Že v osnovi, ne? Ja, ampak to je tudi bil razlog, da je leta, mislim, 2007 ta projekt padel. Sedaj smo ga zopet, ampak po drugi smeri od spodaj navzgor začeli izgraditi, koordinator je državni svet in jaz mislim, da smo na dobri poti. Zdaj pa, ker seveda Pomurke in Pomurce najbolj zanima. Jaz sem ves čas tudi v delovni skupini in na vseh sestankih tudi pri predsedniku državnega sveta v državnem zboru in pri predsedniku republike zastopal to stališče, da je Pomurje enotna pokrajina. Govorim o 4 upravnih enotah za vseh 27 občin. In zadnja opcija tega predloga, o kateri se bo razpravljalo 4. novembra pri predsedniku republike, skupaj z predsedniki posameznih političnih strank, kar se Pomurja tiče, zajema Pomurje kot celoto. In jaz sem prejel veliko klicev županj in županov iz našega konca, ki so jih pripisovali, ne vem, Prleke na Ptuj in tako dalje, ampak nekako se mi zdi, da je to najmanj problematična pokrajina v tem paketu, 10 naj bi jih bilo, to bo predlog. Zdaj pa, to pa ne izključuje možnost posamične občine, predvsem tiste, kjer občanke in občani, gre za tiste na obrobju med mejo 2 pokrajin, čutijo, da pripadajo bolj, ne vem, na nek drugi konc. Nihče ne bo to onemogočal, ampak sam mislim, da je Pomurje kot enotna pokrajina tista, ki skozi zgodovino nekako diha skupaj. Jaz mislim, da je to dobro. Zdaj pa zakaj pokrajine? To me dostikrat marsikdo sprašuje. Poglejte, k meni pride oče, ki hoče sinu na lastni parceli postaviti hišo. Pa pogledamo prostorski načrt, ugotovimo, da ne gre in me vpraša, kdaj pa, povem, čez 8 let, ko bo država odobrila prostorski načrt. Tako mi ne moremo funkcionirati. Drugi, ki potrka na vrata, je investitor. Jaz bi rad postavil tovarno na degradiranem območju. Ni gradbena parcela, ne moreš. Seveda ne bo čakal investitor 8 let, ampak bo šel drugam, na Madžarsko ali v Avstrijo, tam, kjer se to hitro da. Gradbeno dovoljenje se mi zdi, da mora imeti pooblastilo podpisati župan, tako kot to počnejo moji kolegi v Avstriji, ker je to hitrej in ker je to. Mi imamo primere, ko so ljudje iz Slovenije bežali, torej investitorji v Avstrijo, prav zaradi teh dolgotrajnih postopkov. Naslednje področje, urejanje vodotokov. Spomnijo se tisti starejši, ko je bila še VGP Mura.
so bili vodotoki čisti, pokošeni in seveda niso bili zaradi tega, ker so bili zapuščeni, razlog poplav v vaseh in v krajih. Odkar je Agencija za vode upravitelj vodotokov, seveda agencija, jaz ne obsojam nikogar, da denar recimo na drug konec Slovenije, kjer utrga par kilometrov ceste, zmanjka denarja za te manjše vodotoke, kot je Mokoš, Dobov, da ne bom naštel. Skratka, še in še je področji, predvsem pa tudi evropski projekti. Pomurski vodovod ABC je tipičen primer, kako se ne sme delati in so težave zaradi tega, ker bi moral biti upravljan iz ene pisarne, ene projektne pisarne, ki bi vodila kompletno projekt. Kajti, gledajte, kakorkoli, občina za 7 zaposlenih ali pa 8 zaposlenih ne more upravljati za 35 milijonskim projektom, ker nima preprosto povedano kadrovskih kapacitet. Mi smo zastavili projekt pokrajin tako, da ne bo vse naenkrat prenešeno na pokrajine, ampak postopoma. Pokrajine naj bi zaživele, vkolikor bo parlament sprejel zakon o ustanovitvi pokrajin v prvi polovici naslednjega leta, mislim, da je naslednje volitve so leta 2022, ko bodo tudi lokalne volitve in takrat naj bi šli v začetek tega procesa. Držim pesti, da bo uspelo. Še morda za konec k mladim, zlati maturanti, še sedaj matura jesenska, ki je bila, tudi na to ste seveda v mestni občini ponosni. 13 zlatih maturantov imate, menda 3 z splošne mature, ostale 10 z poklicne mature. Sprejem boste naredili za njih zagotovo, ne? Sprejem je že bil, žal mi ni bilo zraven, ker sem bil službeno odsoten, zato so poskrbeli moji sodelavci, ampak sporočilo je bilo pa jasno, da jim čestitam in da jim želim na njihovi nadaljnji poti učenja veliko uspehov. Tako kot vedno rečem, pojďte v tujino, nihče vas ne zadržuje, ampak vrnite se nazaj za znanjem, ki ga pridobite in ga uporabite tukaj v domačem okolju. Dr. Aleksander Jevšek, župan mestne občine Murska Sobota, danes namenoma nisem sprožil teme o nogometu in o Muri, kajti nekako je odbojka obnorela Slovence, združila ponovno. Vidimo, da smo Slovenci zelo športen narod, po forumih sprašujejo, kaj samo treniramo, pa nič ne delamo. Odbojka je bila v ospredju, tudi vi se verjetno veselite uspehov naše srebrne odbojkarske reprezentance. Velik dogodek in čeprav so nekateri bili malce razočarani, vendar to je dosežek, ki kot radi rečemo, tukaj v deželi Muri klobuk dolne. Točno tako, kot ste povedali, iskrene čestitke naši odbojkarski ekipi. Jaz še z posebnim, bom rekel, emotivnim nabojem spremljam odbojko, ker sem kot to ni skrivnost Korošec in nekaj teh fantov oziroma njihovih očetov celo poznam, kako se naravna na Koroškem, odkoder prihaja Urnaut in Čebulin ekipa, kako se tam trenira in kakšni entuzijasti so začeli s to odbojko in kaj je z tega uspelo. Drugi na evropskem prvenstvu, to je izjemen rezultat in čestitke kapo dol, premagati Rusijo, Poljsko, ki imajo, vemo koliko milijonov izbora igralcev, je to izjemen uspeh. Je pa izjemen uspeh tudi 3-0 proti Domžalam. Bil sem na tekmi. Moram povedati, da sem pripotoval iz službene poti v pobratenem Paračinu, odvrgal kufer na hodnik in še ujel začetek tekme in ni mi bilo žal, izjemna tekma in čestitke tudi vsem navijačem. Zopet še enkrat smo dokazali, da znamo navijati za Muro in seveda zdaj je naslednja tarča v pozitivnem smislu Maribor. Hvala za današnji obisk, hvala za tudi komentar teh športnih dogodkov. Vse dobro občinske uprave vam in upamo, da bo lepo vreme tudi Murski Soboti, da se bo tudi Slovenska lahko morda celo čez tiste neke optimalne roke zgradila, dogradila in nadaljevala. Hvala za dobre želje in srečno.